Edini problem, ki ga imam, je, da manjka časa. Da je pri podnebnih spremembah res potrebno hitro in masovno ukrepati. Zakaj? Mislim, o kakšnem času govoriva, pa kakšne posledice? Ja, zdaj, zadnja leta se ne ukvarjam čisto natančno s tem, da se upravičujem kakim napačnim procentom ali pa kaj tega, ampak za eno razpravo bo čisto dovolj, da razumemo, da če naj bi ujeli neko stabilno podnebje, da bi imeli obete, da bo podnebje stabilno še naslednjih več 100 let, bi morali izpuste toplogrednih plinov zmanjševati med 4 do 6% vsako leto. Torej letos manj, drugo leto manj in tako naprej. To je približno za tako intenzivnostjo, kot je bila ta COVID zaprtje, ko je bilo in je zmanjšalo izpuste. Torej, to je bil šok za svetovno gospodarstvo, za svetovno družbo, izpusti so se res zmanjšali. In za takim tempom zmanjševanja bi morali nadaljevati desetletja, da pridemo do ničle v nekaj desetletjih, do nič izpustov. Zakaj pa do ničle? Zato, ker je ogljika preveč v ozračju. In da bi ga, če ga naj stabiliziramo na neki ravni, ki omogoča normalno podnebje, ga ne smemo več dodajati. Aha, se pravi, on ostaja, se pravi, drevesa ali pa deževni gozdovi ne potiskajo tega v balans nazaj. Se pravi, mi sam nabiramo ta CO2 in zato moramo priti do nič, ker smo že šli čez neko mejo. A prav razumem? Ja, oziroma take presežke tišimo v ozračje, da oceani pa gozdovi jemljajo ven mnogo, ampak mi dajemo pa 20krat toliko noter. In zdaj iz teh 20krat toliko naravno prav je potrebno zmanjšati za 90% izpuste. Zelo hitro. Skratka, v tem smislu se mudi. V tem smislu morajo ukrepe priti hitro. In v tem smislu je pač moje stališče, ki pravi postopoma, malo po malo, najbolje, da nihče ne opazi, da se sprememba dogaja, je to problematično. Pri podnebnih spremembah je treba hitreje in močneje ukrepati. Kaj se pa zgodi, ali pa tako bom vprašal, od tistega filma, ki si ga pogledal od Al Gora do današnjega dne, koliko prepočas delamo spremembe? Mogoče najbolje pove to, da ko sem se začel s tem ukvarjati na filozofski ravni, torej kot študent filozofije, sem razmišljal o prihodnjih generacijah. In tudi doktorat, ki je bil zaključen leta 2017, je bil utemeljitev zaščite podnebja zaradi prihodnjih ljudi. To je bila moja ideja. Torej, če pokažem, da uničujemo prihodnje ljudi, bo to mogoče ljudi premaknilo, da pa začnemo nekaj delati. No, danes pa nihče ne razmišlja o prihodnjih ljudeh, ki ne rabimo, ker podnebne spremembe so zdaj tukaj. Vidimo iz katastrofe v katastrofo vsako leto, že zdaj. In to, kar mi zdaj doživljamo, tega 10 let nazaj še nismo predvidevali. To smo mislili, da bojo leta 2050, da bo tako uničevanje podnebja. Kaj imaš v mislih? Orkani ali pa poplave ali pa taka suša, ogromna suša, ko je bila v Evropi. Vročinski valovi, ki pobijajo ljudi v razvitem svetu. Torej, ti ekstremi, ki povzročijo, da se puščava širi in ni možno pridelovati hrane nekje, kjer so jo pridelovali tisočletja. Ali pa orkan, ki uniči celotno obalo v državah, ki so bližje orkanu. In to se bo samo še stopnjevalo, taki dogodki? Ja. Ostala mi je v mislih ideja strokovnjaka, ki je povedal, ko rečemo, če debelimo ta ogljični plašč okoli planeta. To je v atmosferi, ne? Ja, torej plašč toplogrednih plinov, zaradi katerega je na Zemlji toplo, veliko topleje kot na Marsu, ki tega plašča nima. Torej, če ga debelimo, več energije iz Sonca ostane tukaj in ne uide nazaj v vesolje. To se je mogoče težko predstavljati. Ampak nekje sem pa slišal podatek, da si moramo predstavljati količino te energije, te ekstra energije, ki ostaja in ne gre tja ven, se meri v stotinah atomskih bomb moči. Konkretne moči, ki je na voljo zdaj svetovnemu vremenu. In potem se ta presežna moč pretvarja v nevidene orkane, v poplave. Spomnimo se na Balkanu nekaj let nazaj, ko so bile poplave v 3 državah.
ki si jih nihče ni znal sploh predstavljati. Pa so to unikatni dogodki, če gledamo, ne vem, zadnjih 500 let. Ne, unikatna je samo intenzivnost. Intenzivnost pa je unikatna. Ja, torej, Tukaj ni dvoma, znanstveno vemo, da... tako je, te stvari so vedno bile, ne? Ampak zdaj, ko dodaš temu, ki mešaš trene, torej svetovnemu podnebju, dodaš 100 atomskih bomb moči, potem pač mešaš trene toliko bolj z vremenskimi ujmami.